Ali iz otrok res delamo debile? Dobrodošli v svetu, kjer se lahko otroci preoblečajo v Supermana, pogojno v Spidermana ali Batmana, ne smejo pa biti Black Panther, ker je temnopolt. Otroci ene od mariborskih šol so dobili opozorilo, da so maske povezane z raso ali narodnostjo prepovedane. So pa za pusta lahko karkoli drugega, recimo metulj, neinvazivna pikapolonica ali pa del pohištva iz lesne biomase. Vse, kar je manj varno od tega, ni dovoljeno. Med drugim črnci, indijanci, ker je po večini prepovedano orožje, so nezaželeni seveda kavbojci in policisti. Tudi vsi verski simboli in liki povezani z vero ter zakriti obrazi in imitacije niso na seznamu dovoljenih mask. Večino dni otroke učimo, kaj družba sprejema in kaj ne, spoznavamo jih s sistemom in moraliziramo, kaj ta od njih pričakuje in zahteva. Zdaj bi jim pa nekateri radi vzeli še tisti dan, ko so v svoji nepokvarjenosti in neobremenjenosti lahko karkoli želijo, ko so lahko zunaj teh pravil. Najbolje jih je našemiti v belca srednjih let, skodrano pričesko, sklonjeno glavo ter nekaj gubami in zaskrbljenim obrazom. Kot glavni rekvizit pa namesto pištole ali meča v roko dodati telefon. Tako bi bili do potankosti podobni liku, ki očitno postaja edini sprejemljiv v naši družbi. Iz otrok delamo debile, je povedal eden izmed staršev. Medtem pa dovoljujemo, da najbolj groteskne maske, sploh v predvolilnem obdobju, neopazno nosi večina politikov. Zato se sprašujem, koliko sta zakriti obraz in plastični meč resnično nevarna in kako smo mi preživeli v svetu brez tovrstnih omejitev. Pozabljamo pa bistveno, ne le pobarvan obraz, meč ali plastična pištolica, tudi čarovniška palica, telefon ali tipkovnica lahko v napačnih rokah postane orožje, pa so na srečo ali žalost nekaterih še vedno dovoljeni.